Kaj je najbolj tečna stvar za večino lastnikov starejših vozil? Ne za starejše lastnike, za starejše vozila, da me ne boste narobe razumeli. No, če se spomnim svojih bivših, potem je to tehnični pregled. Vedno me je skrbelo, a bodo zavore ok, pa čeprav sem ravno prej toliko peljal hiter, kot da bi me nekdo lovil, pa so čisto normalno prijele, pa skrbeli me je, če bo izpuh ok in ostale stvari, bla, bla, bla. Skratka, vedno sem bil paničen samo, a bom naredil tehnični pregled, nikoli pa dejansko nisem pomislil, da je to dobro za mojo varnost. Ja, vem, da vas najprej večina pomisli na tečne strice, ki si detaljno ogledujejo vaš avtomobil, ampak vedite, da je to osnova, če želimo biti varni na cesti, pa v bistvu zaradi vas varni tudi vsi ostali vozniki. Tehnične preglede upravljamo zato, da smo prepričani, da imamo vozilo tehnično brezhibno. Je pa res, da do tehničnega pregleda moramo sami poskrbeti, da ga imamo v ustreznem stanju, da ga servisiramo in potem je tudi verjetnost, da je vozilo res tehnično brezhibno večja. Na tehničnem pregledu pregledamo oziroma preizkušamo načeloma vse sklope vozila, to so podvozje, pnevmatike, zavojni sistem, krmilni mehanizem, zunanjost vozila, notranjost vozila, delovanje svetlobnih teles in pa razne predelave oziroma dodatki na vozilu. Več je starejše vozilo, več je napaka. Tukaj je zdaj lahko obrabljenost, lahko je poškodba, tudi v bistvu ceste, v kakšnem stanju so v bistvu povzročajo te razne okvare vozil. Tako da ja, starejše je vozilo, več je napak. Najbolj pogoste težave, da vozilo ni tehnično brezhibno, so na podvozju vozila, kot na primer zračnost v zglobih, spojih, obesah, končnikih, neučinkovitost zavor ali obrabljenost pnevmatik. To bi jaz imel. Produkt je družinsko podjetje, ki je od leta 90 prodaja opremo za tehnične preglede in avtomehanične delavnice. No, od leta 2014 pa imajo tukaj na Zaloški v Ljubljani pri toplarni v bistvu svoje prostore za tehnične preglede in še za ostale stvari. Tudi homologacijo, kar boste videli pa naslednji teden. A vas zanima, kakšne so pripombe strank, kadar pridejo na tehnični pregled? Ena stvar je ta, da imajo v bistvu samo 5 delovnih dni, da odpravijo napako in tukaj se lahko pojavi časovna stiska. Druga stvar je, da so pač, če so starejša vozila, se v bistvu lahko pride do dileme, v bistvu, koliko je sploh stroškov s popravilom, pa koliko je sploh avto vreden. Ja, zdaj, samo 5 dni, v bistvu, mi če smo vozilo servisirali, potem bi bila tu neka manjša napaka lahko, ki se lahko v 5 dneh odpravi in to je ponovitveni pregled, ki je 5 dni, sicer pa, če zamudimo teh 5 dni, imamo pač spet običajni tehnični pregled. Koliko tehničnih pregledov pa naredite na dan? Imate kakšno statistiko? Ne smem povedati. Ne, odvisno. V bistvu, tle mogoče v tem poslu se malo pozna sezona, pa ne, jaz tako malo, kad delam statistiko, se deli od, recimo tam februarja se začne do julija, so bolj udarni meseci, mogoče tudi malo posledica obdobja nakupov novih vozil, ampak to je zelo taka stvar, ki ne moreš reči neko povprečje lovitno, ker zelo niha. Zdaj, nova vozila se pač manj kvarijo in zaradi tega je ta rok do prvega tehničnega pregleda 4 leta. Potem se nekako to zmanjšuje na 2 leti dvakrat in po 8. letu nekje vsako leto. Odkrite napake na tehničnih pregledih lahko tudi pri vas stranke popravijo ali ne? Ne, kajti servisiranje avtomobilov na tehničnih pregledih ni dovoljeno, to ni servisna delavnica in je tudi tako jasno napisano v pravilniku, ki pravi, da tehnični preglednik oziroma kontrolor ne sme posegati v vozilo. Upam, da bo vaš serviser hitro imel čas, da bo odpravil napake. Še bolje pa je, da je avto ves čas v brezhibnem stanju in v bistvu teh težav sploh ne bo, a ne? Pa varno za volanom.